Tomi M. iz Siddharte, dobrodošel na N1. Hvala, živijo. Živijo. Hvala, ker si prišel. Kakšno muziko si poslušal v avtu, ko si se vozil do sem? Poslušal sem radio in ker napiše zdaj v avtu, kaj je, so bili White Stripes. To se spomnim, komada se ne bom spomnil, no, ampak to je bila taka muzika za čez dan za v avto. Okay. N1 podcast Suzano Lovec. Lepo zdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. To je N1 podcast, jaz sem Suzana Lovec in z mano je torej Tomi Meglič, Siddharta. Siddharta, ki je po 5-letnem premoru zdaj spet predstavlja pesmi. Je ta 5-letni ritem, 5-letka, nek tak ritem, ki vam zdaj ustreza? V bistvu ne. Ne? Celo bi rekel, da smo včasih bolj na 2 ali pa 3 leta, zdaj zaradi znanih razlogov teh zdravstvenih. Je to najdaljši premor naš. Malo smo se polenili kot ekipa, ampak kot sami smo pa bili kar ustvarjalni. No? Tako da se 2 leti nismo videvali ustvarjalno dosti, se pravi, da bi muziko delali, ampak vsak za sebe. In se nabrali malo preveč materijala, zdaj po tem času pa moramo toliko več stvari hkrati početi, no? Ker nas to napolnjuje seveda, a ne? Pa itak smo bili mnenja, da bo to trajalo par tednov, mogoče še en mesec, ne? In vsak teden smo mislili, da bomo se dobili prej. No, na koncu je minilo 2 leti. In zdaj pa tak čas, ko se zdi, kot da tega sploh ni bilo. Ampak se je pa nabrali toliko stvari, da jih moramo, da bi jih radi, no, pravzaprav naredili čim več. In ven dali. Kdaj in kako se torej odločite, da je čas za nove komade ali pa nov album? Kdo se to odloči, kako se odločite? V bistvu nimamo nekega čist pravega, kako bi rekel, načrta nikoli, ne. Ustvarjamo skozi, tudi kadar nismo skupaj, življenje ti ponuja različne ideje in se potem to dela pravzaprav vsak dan, pri meni mogoče celo vsako noč, ne. Noč. Noč, jaz sem kar nočen človek in se mi zdi, da smo poleg benda, ne, da imamo še ljudi okoli nas, ki so tisti, ki mogoče rečejo, zdaj pa čas, ker imate toliko materijala, da bo prišlo do mogoče malo prepira, kaj zbrati. Mi imamo na koncu vedno problem s selekcijo tega materijala, kot pa s tem, da bi imeli premalo stvari, a ne. In je super, da imamo ljudi, ki so z nami že 20 let in več, ki nam dajo malo zagon ali pa brco v rit, tako po domače povedan, da zdaj pa čas spet, da se da kaj novega ven, ker smo imeli tudi obdobje, kjer smo izdali po 20 komadov, 2 plošči hkrati, ne, zdaj pa 5 let nič. Malo se zasanjamo in pol nam čas uide zdaj. Zato sem prej vprašala, ne, če vam je zdaj ta čas, ko vam je 5-letka, ta pravi ritem. A veš, ko se staramo. Ja, ne. Slučajno prišlo do tega, da je zdaj 5 let minilo, ampak imam občutek, da bo zdaj vnaprej, če ne bo kakšnih spet čudnih pretresov, a ne, da bomo več stvari dali ven. Oziroma se začutiš nekako, koliko je potrebno dati za sebe najprej, a ne, in potem koliko je potrebno, da se ljudi zasiči ali pa prenasiči. Tisto pa spet ni v redu, tako da v tem hitrem načinu življenja, ne, ker jaz sem pa mogoče malo počasen za vse skupaj to, mislim, rajši sem počasen, ne. Se mi zdi, da je kar težko najti prav termin ali pa čas za kdaj pravzaprav predstaviti vse svoje ideje in delo, zaradi tega, ker je poplava vseh ostalih, ne. Lahko je to kvalitetno ali pa niti ne, ampak na dosegu s tem internetom in pač globalnostjo iščeš nek svoj prostor v tem vedno manjšem prostoru in vedno manj časa, ki je nasičena, ne. Zdaj ne bi pa radi delali ljudi nervozne, ne. Otvorili ste sezono jutranjih koncertov na Valu 202 pred nekaj dnevi in rekel si tam, da je skupina trenutno v polnem ustvarjalnem pogonu. Kaj to pomeni? Zdaj v bistvu je tisti del, ko ste v studiu, ne, ta studijski del. Rekel si tudi, da delate nekako po sklopih, po etapah, ampak kaj konkretno to pomeni? To pomeni, da se zaradi tega, ker imamo toliko materijala, da se ne bomo zaprli v studio za pol leta, ker imamo še druge stvari za početi in družine in vse, in smo se odločili, da bomo leto
2023 si vzeli parkrat po en teden ali pa 10 dni, da gremo ven iz Ljubljane v nek studio in posnamemo, ne vem, 3 do 4 nove komade, ne? In potem jih obdelujemo naprej in hkrati pripravljamo 3 do 4 spet nove. Na neke 2 meseca hodimo v studio, ne? Kam pa hodite? Zdaj smo hodili na Dolenjsko, se pravi čim dalj od doma, zato da ni tistega, joj, moram še to upraviti, pa tale prijatelj pride, ne, se imamo tam, ampak tam imamo svoj mir in smo pravzaprav nas 5, pa producent in ekipa je z nami in tam ustvarjamo od jutra do večera in jemo tam in spimo tam in razmišljamo o ostalih motečih faktorjih. In to zdaj počnemo na vsake 2 meseca, recimo, ne. Čez 2 dni gremo spet, tokrat po moje za malo dalj, za 10 dni. Pol pa po tem, ko bomo imeli ta koncert v Stožicah, bomo pa kar še hodili, dokler nam bomo sploh ne vemo točno, koliko bo naša nova plošča zajemala enih stvari. Da celo lahko pride, da bosta 2 ali pa da bo ena toliko malo daljša. Veliko je tega ustvarjanja in snemanja, česar 5 let nismo delali. Ne. Prvič delamo te stvari, malo jih tudi delamo bolj sodobno, se mi zdi, ne. Veliko bolj se posvečamo vsaki pesmi posamezno, kot da bi delali hkrati cel album, ne vem, 10-15. A to tako izgleda, da se je zdaj, če si prav znam predstavljati, da se je nabiralo, da ste si pisali, si pisal, so se pisala sama besedila ali tudi glasba in da zdaj se to v bistvu daje ven na tak način, kot bodo poslušalci slišali. Predvsem se je pisalo veliko glasbe, ne, ker besedila večinoma pišem samo jaz, ne. Ostali v bendu pa ustvarjajo tudi glasbo, ne. In potem vključno z mano prenesemo to glasbo, potem pa jaz na koncu ta besedila urejam, ne. Včasih tudi na licu mesta, če niso še čist, se pravi kar v studiu. Tako da glasbe je tisti, ki jo je res veliko, ne. Besedila pa potem v bistvu finiširam čist na koncu, ker je potem, ko se glasba še najbolj, seveda so teksti domala narejeni, ampak ne čist do konca, ko se glasba pa nekako sformira v tisto svojo pravo obliko. Takrat se mi pa zdi, da je ta prav čas, da se tudi besedila nekako dokončajo na občutke te glasbe, ki smo jo ustvarjali. A večina komadov nastane najprej glasba? Ali vzporedno? Večina najprej glasba? Večino najprej glasba, pa recimo, da damo tudi nek delovni naslov. To pomeni, da je približno jasno, o čem bo besedilo govorilo. Tisto potem niti ni toliko, ne odstopa potem več, ki je dovolj. In tudi sama glasba pri nas je tako, da podpira besedilo, v večini primerov. Razen če kaj orang zakompliciramo, takrat pa presenečamo sebe in pol ostale, kar pa tudi v redu. Niso vsi komadi, ki jih naredimo pol tudi za na radio. A se je kdaj zgodilo, da je najprej nastala besedilo? Tudi, ja. Imam tudi kar veliko besedil, ki jih potem damo v glasbo, ampak potem ta glasba postane zelo taka generična, se mi zdi, ker je zelo, bi rekel, podrejena besedilu. Pri nas je pa užitek, saj zame, da sta glasba in besedilo kar enakovredno, oziroma da je besedilo del muzike in na začetku smo bili kar precej nerazumljivi, tako, ne. Tudi moj način petja je bil tak, da nisi točno vedel, kaj zdaj pojem, ampak je bilo to namerno, zaradi tega, ker se je moj glas del meni kot inštrument. Zdaj, če pa kdo res želi, pa so mi zelo pomembni teksti, si jih bo pa prebral, ne. Zdaj, ker smo malo starejši, so ti teksti malo bolj razumljivi, se mi zdi. To je bilo namerno ali je šlo naravno? Namerno. Namerno. Kdaj se je ta prelom zgodil, recimo? Ne vem, sproti tudi tak medel prehod. A veš, mi smo skupaj že skoraj 30 let in ti prehodi, da bi bili tako strogo narejeni, to po mojem sploh. Na srečo nisem imel nobenih kakšnih slabih izkušenj ali pa življenjskih, ne, da bi kaj mogli upati, da jih tudi ne bo, ne. Te lepe izkušnje se pa počasne prelivajo ene z drugo in ni tistega ta pravga. Mislim, da bi rekel, prav spomnim se, kdaj se je to spremenilo. Ne, to se spreminja tako, kot mi iz dneva v dan. Vsakič, ko se zbudiš, si malo drugačen, ampak velikokrat te spremembe ne opaziš. Šele potem, ko gledaš za nazaj. Na Valu 202 ste predstavili 2 skladbi, Na nebu in Prepovedana. A je v kateri od teh 2 kakšen del, ki ti je, ne vem, posebej blizu ali pa tako, da bi zdaj zapel par besed?
Ja, ponaco kar večina tega. Ne. Ta prepovedana mi je všeč ritmika vokala v refrenu, ki ni tipična in najbrž tudi ne bo ena izmed pesmi, ki bo lahko ljudje peli zraven. Ali pa se motim, kar bo pa sploh super. Ne. Zmeraj skušam nekako zapolniti te svoje vrzeli, ki mi manjkajo v prejšnjem ustvarjanju. Ne želim se blazno ponavljati. Je pa res, da vsak ima nek svoj karakter oziroma nek svoj stil ustvarjanja, katerega se ne moreš kar tako izogniti in seveda, tisto neka rdeča nit ostaja, ampak prepovedani je po dolgem času bolj udaren komad, sploh z naše strani. Zdaj bomo tudi naredili video zapis, se pravi video spot se reče, ne. Na nebu je pa seveda ljubezenska, ampak zelo taka neprizemljena, tak naslov, ne. Je pa pač nikoli izpovedana zgodba, kot se ji reče ljubezen, ki nikoli ne bo najbrž nam znana, ko pa bo, pa upam, da ne bomo preveč razočarani. Tisto noč vedel sem, da svet umira. Ja. Je del besedila tega komada. Kdaj umira svet? Ja, seveda, svet umira takrat, ko umira tvoja duša, ne, oziroma ko se srce začne boleti. Ne. In takrat se ti zdi, da cel svet umira, čeprav temu ni res, ne, ampak iz stališča mojega zornega opazovalnega kota takrat svet umira zame, ne. Ko čutiš, da se nekaj oddaljuje, ko čutiš, da se nekaj končuje, in umiranje je izraz, ki to opisuje. In ne dvomim, da marsikdo od nas, če ne celo vsi, smo imeli tak občutek, ne. Kdaj? Samo, če smo zelo čudni, ga nismo imeli. Ja. No. A je veliko avtobiografskega v tvojih besedilih? Ja, kar veliko. Je kar nekaj domišljije, no, ampak tudi ta domišljija ponavadi izhaja iz avtobiografskih izkušenj, zaradi tega, ker domišljijo dam zraven samo, če se meni zdi morda kakšna stvar malo manj zanimiva, ne, ali pa prevečkrat slišana in občutena za ljudi, in potem dodam domišljijo, zaradi tega, ker postane bolj zanimivo in tudi bolj prepričljivo. A ne. Včasih pa veš, da so tudi stvari, ki jih doživimo, ne, ali pa dogodki toliko intenzivni, da ko jih opišeš v pesmi, pravzaprav ne rabiš domišljije, ampak jih celo malo miliš zadeve, da ne bi tako strašljivo izpadlo. Ne. Jaz jih podoživljam potem, ne, ampak za kakšne stvari pa ne bi rad, da jih ostali. A kdaj jočeš, ko poješ? Ali pa? Tudi sem že, ja. Aha, na vajah, na koncertih? Na koncertu se mi zgodilo ne velikokrat, no, na vajah sicer redko, kadar pa sam ustvarjam, pa pridem do tega. In to je tudi nek tak lakmusov papir za mene, da vem, kdaj kaj dela. Mogoče ne ko pojem, ampak ko poslušam petje, ko je prvič nekaj, ne. Da gre čez, da gre emocija čez. Ja, ja. Namreč Andrej Karol je tukaj, ko je bil pri meni v podcastu letos, je rekel eno misel: glasba, če ne vzbudi čustev, je škoda časa in denarja zanjo. Kako torej, zdaj si povedal nekaj od tega, ne, da je veliko avtobiografskega, da je iz tebe in da če čutiš to čustvo, da gre čez, da potem veš, da je okej. Ampak kak način pa nastaja sicer ta alkimija čustev? Mislim, kako recimo drugi vejo, kaj gre čez. A je kdaj tudi to proizvedeno malo umetno? Na kak način se to dela? To, v bistvu ta tehnični del te alkimije me zanima. Ne vem, mogoče se umetnost že sama po sebi imenuje umetnost, ker je malo umetna. A ne? Ker so čustva, seveda čustva mora biti, in se strinjam s Karoljem, z Andrejem, da brez tega vsaka umetnost je brezvezna. Ne? In ko pridemo do tega, da ideja lahko preseže ta neka čustva, da jih lahko še bolj izraziš, še bolj močno, bolj intenzivno, lahko si porošaš vse pravzaprav, ne? Ni neke omejitve. In ko pride do tega trenutka, da te neka čustva prevzamejo, se jih jaz skušam ali jih zapisati ali pa vsaj zapomniti. Zdaj, ko imamo telefone, ali si nevtralnih in napišem, ali si jih imam pa kot diktafon, ne? Na način, da mi bo pol sprožil podobno, se pravi, skušam že takrat
z neko umetnostjo v parih stavkih povedati, da ne bom pozabil, ker bom doživel kasneje ena druga čustva, ne, in bo ta dobila drugo barvo ali pa mogoče drugačno obliko, pa ne bi želel, ne, ker so tiste tako močne ali pa tako prijetne ali pa neprijetne, da bi si jih rad prav taka zapomnil. Ne. In velikokrat pol že samo te alineje, ki jih naredim, so del teksta pol za naprej. Ne. Ki ga pol samo popeglate, recimo. Ki ga lahko samo popeglaš, ja, ali pa narediš zgodbo okrog tega, se pravi upoštevajoč in z uporabo vseh teh besed, ki so noter, ne mogoče v istem redu, ne, ampak da je sporočilo domala popolnoma isto. Pazim nate, z mano si pazim nate, verjemi, to je pa del prepovedane. Za to pesem si Karolju rekel, ne, v tem nastopu na Valu 202, da je malo uporniška in predrzna. Kaj je uporniško v ljubezni, Tomi? Ljubezen najbrž sestavljata se dva, ne vem, bom rekel, vsaj dva morata biti, ne nujno, da sta zdaj ali živa bitja, lahko je tudi nek predmet, ampak en do drugega sta ponavadi uporniška, zaradi tega, ker vsak posebej želi neko pozornost, mislim, pozornost mogoče ni čista prava beseda, ampak je navdihovati tistega nasproti sebe, ne, ga izpopolniti in včasih pride tudi do samoosebnega upora, ali mogoče to uporništvo, ne. Velikokrat za ljubezen naredimo stvari, ki jih običajno ne bi, ne, in tukaj se moraš nekim svojim načelom včasih malo upreti. Uporniško je pa, vsaj v tem primeru, no, ker je toliko veliko enih stvari se dogaja po svetu, ne, da je potreben red, ne, in ta red lahko vzpostavljaš, da so pravila, ne, in teh pravil je, se mi zdi, s časoma postalo kar malo preveč, ne, jih ne moramo sploh slediti niti, ne. In v tisti pravi ljubezni, ne, ko dva res skupaj dihata, lahko sta popolnoma uporniška, ne, in vse te stvari, ki ne bi bile z nekim redom in pravili prepovedane, si jih ona dva dovolita, ne, in s tem nobenega pravzaprav ne ranita ali pa ne storita nič žalega, ne, ker se mi zaradi njune ljubezni se jim ta pravila zdijo preveč in to mi doživljamo, a ne, in se res ne oziramo na ta pravila, kakršnakoli že so, ki jih je ogromno, ne, da bi jih sploh naštevali. In občutek ni nič napačen, ne za dotična dva, kot za okolico. Vse je v redu, ne sprejemamo mi tudi to, čeprav gremo prek pravil in smo neke vrste tudi kot opazovalci uporniški, ker to dovolimo. Ta mesec so bili mediji polni naslovov, 20 let po Siddhartinem koncertu za Bežigradom. Ljudje so objavljali svoje fotke z tega koncerta. Moja mama, ki je bila na tem koncertu, mi je ravno prej rekla, oj, kako se pač rada spomne tega koncerta, recimo. 30,000 ljudi je bilo takrat na tem koncertu. A se jih še srečuješ, a te še spomnejo na to? Bil je pač nekaj posebnega, ne? Ni se takrat vsak dan zgodilo, da bi, ne, tak koncert se zgodil. Ne, nažalost se tudi pol še ni, ne, tako da neka zoprna primerjava je, da veliko ljudi, ker 30,000 ljudi ni malo, plus vsi, ki so imeli željo, pa ali niso mogli, ali niso dobili karte, ampak so pol kasneje veliko poslušali o tem, ne. Veliko ljudi se spomni tega dneva in veliko ljudi se spomni, kje so bili, ker niso bili na stadionu, recimo, ne. In je malo ta primerjava, ko september, ta 11. september, ne, ko točno vemo, kje smo bili, ne. Žal, za tisti, ta naš dogodek je veliko lepši kot tisti, ne. Več bi teh, kot da se karkoli podira. Sploh, ko pride do recimo obletnic, ko se malo več omenja to, se ljudje pol spomnijo, se res. Pravzaprav itak težko verjameš, da je 20 let od tega, to je domala pol življenja mojega, kaj šele tistih, eni so se takrat potem rodili, ne. Tem ljudem, ki so bili tam na stadionu in so že zdaj stari 20 let, ne. Torej so že polnoletni biti, najbrž, če bi naredili še enega, bi oni bili tokrat tam. In so zelo prijetni spomini, ker
to doživetje enega tako velikega koncerta je z vsakega stališča, se pravi pogleda različnih ljudi, so popolnoma različne. Kako so prišli tja, kako so karte kupili ali pa dobili, s kom so bili, kaj je bilo naslednji dan, kako so doživeli koncert in nobena zgodba ni ista. Se mi zdi včasih, kot da so bili te ljudje na različnih koncertih, ne? Ampak ne, so bili na tem, ne? Ampak so njihove zgodbe toliko drugačne in toliko zanimive, da izpade to res široko in res lepo. Ne? To, mislim, da se še po 20 letih tega spomnimo, ne? Je to zame res velika čast, no? In sem ponosen na to seveda. Mislim, da ste ga opisali takrat člani benda kot orgazem oziroma kot orgazmičen Ja, koncert. sej. Ko smo bili toliko mlajši, je bilo to seveda itak nekaj najlepšega, kar se ti zgodi. Ja, kar orgazem je. Naj se trese je bil takrat ta tvoj vzklik. Rekla sva, mnogi se spominjajo tega koncerta in na različne načine. Kako se ga pa ti spominjaš? Kaj so recimo prve 3 podobe, ki jih imaš ti? Prvo, kar se spomnim, je sam prihod na oder. Aha. Oziroma še prej, ker smo kitarist Primož naš, njegovi starši so živeli domala 50 metrov stran od stadiona, ne? In mi smo tiste zadnje ure prebili tam pri njih, ker smo imeli kosilo ali večerjo, ali ne vem, ne? Takrat se je šele nervoza v nas, ker smo spremljali tudi televizijo, kjer so se že javljali stadiona, ko so se ljudje nabirali. To je ena ta stvar, druga je, Da se je skrbel, skratka. Prvič delaš to v življenju, skrbite samo tehnika. Tisto, kar bomo mi delali, pa tudi če se zmotimo, ni nič narobe. Ne? Če pa se nekaj crkne ali pa da pride do neke večje napake, ne? In da to rata polom, kar po vsej verjetnosti ne bi mogel prideti. Ne? Ker takrat so bile nekatere kritike na račun ozvočenja in tudi vi ste v intervjujih potem govorili, da ja, to je pa nekaj, kar bomo za naprej poskrbeli, da bo boljše. Ne? Čeprav niso vsi bili kritični do tega, ampak nekateri pa. Ja, jaz se strinjam, ampak moram povedati to, da ozvočenje tukaj nismo imeli nobenega vpliva, ker je spet red in pravila, ne, ki bi jih, če bi šli danes delati, najbrž kršili in plačali to neko kazen. Imeli smo inšpekcijo stalno, kjer so merili v vse okolici glasnosti in nas opozarjali, da je treba tiši dati to, zaradi tega, ker je to iz sredi mesta. Ne, in tega nam noben ni prej povedal. Ne. Mi smo imeli ozvočeno dovolj, da bi se slišali najbrž tudi do Maribora, samo pretiravam, ne, ampak ker smo prvič to delali, nismo vedeli, kaj nas lahko čaka in smo približno v nekem odstopanju šli malo čez, lahko skozi, ampak premalo za tiste, ki so bili daleč stran od odra. Ne. Spet je jasno, da je to odprt koncert, kjer stadion pa ni toliko visok oziroma obzide ni toliko in že najmanjši veter odnese zvok na eno ali pa drugo stran in je to zelo tako nekonstantno in zelo tako moteče, bi lahko rekel, nehiter, če ni dovolj na glas. Ja. Mimogrede, ne? A greš daj mimo tega stadiona? Pa... Ja, grem velikrat. Kaj si pa misliš, ko ga vidiš, kako propada? Vse najslabše mislim in upam na vse najboljše, ker sem kar optimist jaz. Ne. A si? Ja, in čakam in zelo cenim ljudi, ki se še zmeraj borijo za to, da to enkrat se nazaj vzpostavi, ker od tega tudi če plečnikov z vsem spoštovanjem nimamo nič. Na tak način, kot je zdaj Na gotovo, tak način ni nič to, ne, in to je res, da že skoraj 20 let kar takole, malo za brez veze v sredi Ljubljane. Se mi zdi, da Ljubljančani ogromno zgubljamo in tisti, ki prihajajo sem in vsi ljudje v okolici, ne vem, pač je tam nekaj slovenska, se ne spoznam se spet toliko na ta problem, na to problematiko, ampak najbrž se borijo za par koščkov zemlje, ki njim povem veliko več. Ne vejo pa, kaj vse lahko bi dali ljudem in skupnosti, če bi se sporozumeli in naredili nekaj, kar bi bilo za vse dobro. Ne? Jaz sem optimist in močno upam v to, da vsi ljudje želimo, da bo vsem dobro. Ne? Včasih je tukaj treba tudi nekaj svojega dodati, nekaj svojega, se pravi, ne riskirati, ampak dati v javno dobro, ne? Dati v javno dobro, ne? Ni treba zdaj samo grabiti zase in da je to štumfa, razumeš, malo imamo slovenske te narave, da najprej za sebe in to bomo zdaj nekako, pa se ne zavedamo, da če dajemo v skupno dobro, da lahko veliko več imamo tega oziroma smo tudi bolj mirni. No. Vsi ti ljudje na eni in na drugi strani so nemirni in to že ni v redu. Ne. Kako se je spreminjala glasba, kako se je spreminjala Siddharta,
kako se spreminja ta trg glasbe, če pogledaš recimo 20 let nazaj, ali pa celo več, 28, kolikor obstajate. Ja. Orang se je spremenil, ne. Predvsem, kako se zdaj glasba deli, a ne. Se pravi, zdaj med mrežjem glasba je pravzaprav del kar vseh, posod jo imamo na voljo, kar želiš, do vsega tega prideš, ne. Včasih so bili te mediji, na katerih se je glasbo poslušali, težko dostopni, pri nas, a ne. Tudi bili so omejeni. Tudi če so prodajali te veliki glasbeniki na milijone nekih plošč, je bilo to omejeno, ne. Danes je ogledal ali pa poslušan na milijarde, a ne. Kar prej ni bilo možno. In meni je okej, da je tako, seveda, ne, se je pa veliko spremenilo. Zdaj, ravno obratno se je zgodilo, ne. Recimo za bende, ki so bili včasih stadionski bendi, ne, so hodili delati turneje po svetu, po stadionih z nekim minusom, ogromno denarja so zapravili za to, karte so bile tudi cenejše kot zdaj, v razmerju z plačami, ne. In te koncerti so bili reklama za plošče, ki so jih ljudje potem hodili kupovati v trgovine, in od tega so glasbeniki živeli. Zdaj pa plošče izdaja zato, da so naša vizitka, da ljudje pridejo na koncerte in od tega mi potem živimo, bolj od koncertov. Se pravi, to se je zamenjalo. Veliko lažje pride do dobrih posnetkov zaradi tehnologije, seveda računalnikov, in predvsem ni potrebno imeti teh gromozanskih mašin, ki so bile prej snemalne mašine, zdaj se to za vse to poskrbi tehnologija, kar je spet plus, a ne. Minus je pa to, da pride ogromno enega, če lahko grdo rečem, sranja od muzike, a ne, in je potem težko to siti, oziroma težko je narediti selekcijo, kaj je dobro, kaj ni. Minus je tudi to, da če imaš dostop do vse muzike, kar obstaja, da si zelo instanten. To pomeni, da daš 10 sekund priložnosti nekemu komadu, kjer srce tega komada prije še čez 3 minute in ne boš nikoli prišel do tega. Pa ti mogoče celo spremeni dan, teden ali pa celo življenje, ne. Ampak zaradi tega, ker se klika po 10 sekund, to je pa moteče, ne. To je pa škoda, da je tako. Ker smo z družbenimi mediji tudi mi vsi narejeni, ne, na teh Seveda na hitro, ne, tak, gor, dol, levo, desno. Poswipamo in ne damo priložnosti, ne. V bistvu ne. In sploh ni nekega pravega zadovoljstva. V bistvu, kot da ne vidimo, kaj gledamo na teh socialnih omrežjih, ampak gledamo, kaj bi mogli mi narediti. Se pravi, gre vse tako malo mimo nas. Aha, tole mi je zanimivo, ampak me sploh ne gane. Ganilo me bo, ko bom jaz to naredila ali pa naredil, a ne. Aha, to mi je všeč, da se bom jaz malo povnal na ta način. Kaj tebe gane? Jaz sem narejen v 1900 in nekaj, a ne, mene gane. No, narejen si v 1977, na isto leto, kaj jaz. Ja. Takrat je končni izdelek prišel. Tako, narejen sem malo prej mogoče. Ja. Čisto znova, po moje, ta vsa čustva, ki so pristna me gane, in imam pa malo več nervoze, kot prej, ravno zaradi tega hitenja, ne, in zaradi tega instant življenja. To me moti, ko lahko splezam ven iz tega, ne. Ker najbrž me ni toliko ujel, kakor opažam mlajšo generacijo, ne. Me pa gane to, da se lahko pomirim in da imam možnost še zmeraj izražati ljubezen in jo začutiti, ne. In da me lahko kdo spravi tudi do solz, ali radosti, smeh, ali pa tudi od žalosti, ne, vsega. To se mi zdi kar pomembno, ker je to očiščenje tako zelo prijetno je, ne. In me ganejo prijetni občutki različnih, bom rekel, z različnimi etiketami, ne rabi biti zdaj samo sreča in veselje. Je fajn včasih spoznati tudi malo žalosti, ker potem sreča postane večja. Ne, skozi srečo doživljati bi postali kar utopeli. Res je. A lahko tisti koncert, o katerem sem prej govorila pred 20 leti, primerjaš s tem spektaklom Oj, Triglav, moj dom, letos v Kranjski Gori ob otvoritvi svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah? To je bil en tak wow, govorili se je dolgo časa, ti si v bistvu tam tudi zapel, ne? A je imel nek poseben ali pa podoben vibe kot tisti Bežigrad? Bilo posebno je, ampak tiste bolj, tukaj sem bil bolj gost, del ustvarjalcev, ne, ampak stadion sam je bil
ko moj otrok, v bistvu do tistega časa se vse življenje zlilo v tisti stadion. Tukaj pri Triglavu in sodelovanje s Silence in Laibach in z ostalimi gosti, ki so bilo pa zame posebno zato, ker imam tisti del, kjer smo izvajali, se pravi Kranjskogorski z vsemi temi gorami, ga najbolj začutim v sebi, ne, kot del narave, kot del športa, ker je bilo to kot otvoritev svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah. Jaz sem bil dolg časa vpet v ta šport, moj sin je vpet v ta šport. V skakanje, ne? V skoke, ja, in tudi seveda Kranjska Gora je znana po smučanju, kar obožujem tudi sama, ne. In da sem bil lahko del te otvoritve, kjer je povezano doma cel svet oziroma svet, ki se ukvarja s temi zimskimi športi, zelo posebno in toplo in zelo lepo. In je tudi ena izmed res nepozabnih noči ali pa en nepozabnih večerov takrat tam ta prav užitek. No, ampak je res pa tudi to, da ker nisem imel jaz tam toliko skrbi, kot sem imel za stadion. Ne. Je bilo, prvič sem že dolg časa v temu. Ljudje, ki so to organizirali, so točno vedeli, kako se to dela, mi pri stadionu absolutno ne. Smo se bolj metali na glavo. Profesionalizem, kar se tiče, je zdaj na višjem nivoju kot takrat. Ne. In ko enkrat to štima, si lahko bolj pomeren in bolj uživaš v vsem tem. Ker pa stadion, ko so prej omenila, par trenutkov se spomnim, veliko pa sploh ne. Ker je bilo občutek, da je moj malo ugasnil in se samo posvetil tistemu trenutku, da uživaš v tem, ampak se ni se pa zapisovali na moj hard disk tako močno, da bi se lahko spomnil. To je kar malo šlo mimo. Ne. Ta koncert pred 20 leti, takrat se je zdelo, da ste v bistvu na neki prelomnici, oziroma bili ste na prelomnici. Ne? Vsi so čakali, glasbena skupnost. Kaj se bo zgodilo, a vam bo uspelo tudi v tujini na tak način, tako zelo, kot vam je takrat v Sloveniji? Mislim, dejstvo je, da vi ste bili tista leta zvezde, ne? Če lahko komu rečemo zvezde, ste bili vi zvezde takrat. Zagotovo nekaj let najbolj priljubljen slovenski bend, ampak potem se ni prelomilo. Ta vrh se ni prelil v tujino na tak način, kot ste si vi želeli, je tako? Ja, je res. Ja. Mi smo veliko hodili v tujino, ampak finančno nikoli uspešno, ne? Da bi si prav vidno ali pa eksponentno večali to našo fanovsko bazo, tudi ne se je večala, ampak ne do trenutka, da bi lahko mi preživeli s tem. Ne. Mi smo imeli ogromno stroškov, če bi imeli večje koncerte, bi se to najbrž bi ostalo na nuli, ampak ker smo toliko vložili, nismo imeli več denarja, da bi lahko sploh to še počeli. A ste kdaj analizirali, ali pa kaj bi zdaj naredili drugače, kaj bi zdaj naredil drugače? A je nekaj, kar se vam zdi, da je takrat šlo narobe, ali se ne da s prstom pokazati? Ne da se s prstom pokazati. Mi bi mogli, takrat so nam rekli, pa mogoče da to še velja, da se moraš preseliti nekam bližje tej glasbeni industriji, kjer je jedro, a ne. Mogoče na angleško ali pa nemško govoreči trg, da bi živeli 5 let v Berlinu ali pa v Londonu, kjer bi bližje vsem, ker se za šankom veliko stvari zmena, k nam ne hodijo te ljudje, ki nekako kreirajo usode bendov, ker ni zdaj samo kvaliteta, moraš biti tudi na pravem mestu v pravem času. Muzika ni športna, ni merljiva, ne, težko je zdaj. Odvisen si od ljudi, ki vlečejo tiste niti, da te predstavijo čim večjim ljudem. Ne. Tega pa takrat mi nismo bili pripravljeni narediti, zaradi tega, ker imamo tukaj toliko dobro življenje. Ne. Govorim ne samo kot glasbenik, pa kot se mi zdi, da je tukaj v Sloveniji, ne glede na to, koliko smo sprti med sabo, imamo zelo super izhodišče za raziskovanje sveta in vsega. Ne. Naša želja je bila, da tukaj ostanejo, pa ne zato, ker smo hodili po svetu, posod in z bendom in tako, ne. Ampak se nam je zdaj vedno fajn, da bi naša baza bila lahko tukaj. In zdaj, če bi začeli, je lažje, seveda, ker imaš lahko bazo tukaj, ker je internet. Ne. Komunikacija poteka nadaljavo. Zdaj, malo bom predrzen sicer, ne, ampak malo da ne lahko zdravniki nadaljavo že operirajo. Ne. Počasi bo začeli piloti od doma voziti avione. Ne. Takrat, 20 let nazaj ali pa 30, si pa mogel jeti London ali pa v Berlin, zaradi tega, da si se dubil s temi ljudmi, da se to zmeni. To je ogromno časa in denarja in ni vedno uspešno. Ne prideš vedno do ta pravih ljudi. Ne. In zdaj
je to veliko lažje, ampak ima pa tudi hkrati veliko več izvajalcev to možnost. Ne? Tako, spet je borba med tistimi, ki bojo zbrali pravega. Ne? Joker Out so naredili super potezo s tem, da so šli na Eurovizijo, da jih je svet spoznal na ta način, da ima potem zdaj tukaj odskočno desko. Mi, ne glede na vabila, da bi šli na to, se mi zdi, da nismo band, ki bi lahko... Koliko je bilo teh vabil? Ja, ne vem, bom rekel, lahko bi jih naštel na prste ene roke, ampak so bila, ne? Ampak jih nismo sprejeli zaradi tega, ker smo imeli občutek, da naša muzika ni primerna za to. Pa jaz spremljam Eurovizijo, ne? Ampak se mi zdi, da bi bilo nam malo neroden, da to ni naše okolje, ni ta prav habitat za nas, kjer bi se lahko razvijali. Mi ne bi tega izkoristili na način, kot so zdaj Joker Out, ne, ki imajo v bistvu vse pred sabo, nima svojih družin, lahko grejo za 2 leti, kamor želijo, ne, in si gradijo bazo, ker je to veliko hitreje. Imajo, ne vem, ali Instagram, ali Facebook, ali karkoli, imaš kar naenkrat na 10 in 10, na 100 tisoče sledilcev. Prej si jih dobil samo prek radio ali pa časopisov, pa tako. In ne priješ zraven. To so oni super izkoristili in je to. Ampak mi tega takrat ne bi naredili tako. No. Tudi zdaj ne bi? Ne, nismo, se mi zdi tak material, da bi mi verjeli v to. Mene zabava Eurovizija in jo gledam, ne bi pa bil del tega, razen kot avtor, ja, ampak ne vidim se na odru, ker mi ni, mislim iskreno, kaj na to smisel nima, ne, ampak tudi ljudje bi čutili, da ne bi mi tega vzeli. Iskreno? Ja, ali pa zares, ali pa da bi, kaj pa vem, no. Jaz mislim, da bi si lahko naredili več slabega, kot pa ne. Prihajamo iz drugih gozdov prihajamo, bom rekel, kot pa zdaj, ne. A se ti zdi, da je ta koncert, ki prihaja novembra, ki bo v Stožicah, lahko podobna prelomnica, kot je bil tisti pred 20 leti? Lahko. Sicer tisti je bil prvi, to ne moreš nikoli več zamenjati, ne. Prvič delamo sami, zdaj Areno Stožice, ja, in po 5 letih predstavljamo tudi nove stvari. Najbrž ne bo čisto zaznamoval našo kariero, kot je stadion, ne. Bomo pa sigurno boljši, ne, ker imamo toliko enih stvari. Tako da, če nekdo bi na stadionu in bo tudi v Areni Stožice, bo videl, da je sam performance, pa nimamo omejitve glasnosti tudi, ne. Imamo dovolj sredstev, da naredimo in vizualno in glasbeno za kar par nivojev boljš, kot smo lahko takrat, ne. Zdaj si lahko privoščimo vse, kar najboljšega obstaja in to bomo pač izkoristili. Okay. 28 let ste skupaj, ne? Kakšni so bili, gotovo so bili v vseh teh letih ne samo vzponi, ampak so bili gotovo tudi padci. Kako so se mogoče spreminjali odnosi med vami, ali pa a je bilo težko ostati skupaj? A se je kdaj zgodilo, recimo, da ste višli na razen, pa javnost tega ni vedela? A je bil kakšen takšen trenutek? Ne, moram kar reči, da imamo srečo, da smo res ekipa, ki smo neverjetno tolerantni za vse razlike, ki so med nami, ne. In da imamo res veliko spoštovanje en do drugega in da čutimo stisko, ki mogoče nastane pri drugemu. Nikoli nismo šli na razen. Mogoče, da je kakšen član zaradi svojih osebnih, ne zaradi spora, da se umakne, ampak tudi veliko manj, kot se dogaja kjerkoli drugje. Imeli smo pa seveda tudi težave ogromne, ne, ki so nas pa samo spodbodle, ker je zelo dober občutek je, ko smo imeli, ne vem, ko se je čas in okolje in to ni poklapalo in smo imeli preveč stroškov, si naredili s stadionom drugim, ki smo ga delali v Stožicah, ne, 2011, in smo prišli v ogromne finančne dolgove. Ja. In takrat bi nas to lahko razstrelili vsakega na svojo smer, ne. Ampak smo prav z neko toplino na smehen obrazu si rekli, glej, to je pred nami in to bomo zdaj rešili. Kako ste pa rešili? Ja, tako, da smo skupaj, da smo en drugemu dajali rame, ne, in support in smo delali koncert za koncertom, velikokrat tudi nevidno, ne, da smo ves ta denar prinesli noter. V bistvu smo igrali za ston več kot 1 leto, bi rekel. Nismo nič od tega, ne, da smo vse to noter prinesli. Vse, kar je prihajalo k nam, smo dajali za to, za dolg, ki smo ga imeli za stadion.
In nas je to nekako navdihovalo. Sploh nismo, nobeden od nas ni čutil nobenega bremena za to, ne, da bi rekel, kako je to težko. In tudi, ker smo to nikoli nismo mislili, če ne bi bilo tega, koliko bi pa lahko več imeli. Ne, to, ko imamo, to je v redu. Tako en kolektiv skupaj stop, ko je po tolkem času, ki je že skupaj, ne, da si ne začneš učitati in naprej metati stvari in kaj bi lahko ti si kriv ali pa kaj najbrž smo vsi malo krivi, pa hkrati nobeden nič, ne. Se mi zdela tako enostavna ovira za premostiti, da je prav, sem rekel, če to ni za vedno ekipa, pa ne vem. Ne, dober zakon imate v bistvu. Dober zakon. Ja, Žiga Aljaž mi je pred časom tukaj rekel, da ko gre v bendu, ko gre bend narazen ali pa ko gre nekdo iz benda, da je tako, kot pač, da ne, se ena ljubezen konča in je tako. Je tako, res je tako. Je to res močno čustvo, ker si povezan. Na drugačen način, pa velikrat celo več, kot si povezan, ne vem, z ženo, marsikdo, a ne. No, marsikdo, ja. Marsikdo, ja. A vsi živite samo od glasbe? Si člani benda? Ja. Na kak način torej to gre? Zdaj si povedal, so torej tudi krize, ko je treba poplačati, se eno leto poplačuje za nekaj, kar pač ni bilo uspešno. Kaj drugače pa dajete denar na stran, ko je denar ali kako? To si morate zelo dobro razporediti denar. Ja, predvsem tako, mi smo neka taka mala komuna. Ne glede na to, da sem večinski avtor vsega tega, smo se dogovorili, da si bomo vse, kar prihaja noter, delili na enake dele in da tukaj nobeden ne bo zdaj rekel, to si ti naredil, to bom jaz. In vsi, ki delamo neke stvari za bend, nismo plačani za to. Ne. Tak mali komunizem imate. V bistvu, ja, zato smo neka komuna. Tako da, kar meni super, ker jaz lahko počnem točno to, kar delam in to ustvarjam. Ne. Za finance ali pa za bom rekel, za druge zadeve, ki meni niso tako blizu, skrbita recimo Boštjan in Primož, ki pa uživate v tem. In ona dva v bistvu dajeta na stran to, kar se je pogovarjala. Ne? Jaz ne vem koliko, ampak jim zaupam in nikoli tudi ne vprašata, če bo kdo kaj dal zraven, zaradi tega, ker imata zvere tako urejeno. Ne? Kar se tega tiče, sta zelo redoljubna, da česarkoli se lotimo, imata ona dva že naštiman kupček, se mi zdi. Ne. So kakšne stvari, recimo, ko jih vaši poslušalci ne vejo o vas, ki si jih mogoče niti ne predstavljajo? Mislim, da upam, da ne vejo veliko stvari. Recimo, ajde, eno. Ne, mislim, tudi nismo bend, ki bi skozi slezali iz vseh paštet, pa iz vseh medijev, tako da teh stvari je sigurno ogromno. Ne vem, kaj bi se zdaj spomnil, da bi bilo sploh toliko zanimivo, ne, če bi določene... Verjetno so tudi neki deli življenja, ki so recimo dolgočasni ali pa ustvarjanja. To si verjetno poslušalci ne predstavljajo. Ne? Oddaleč se zdi to življenje all fun, kar verjetno ni vedno. Ne, ni vedno. Ne. Ja. Tudi mi moramo dostikrat stati v vrsti, ki je... Mogoče manjkrat kot ostali, ampak če imamo možnost, včasih to sprejmemo, ker se drugače dogovorimo, najbrž, ampak te čakanja so najbrž najbolj dolgočasne. Moram pa priznati, da ni veliko dolgočasa, zaradi tega, ker zmeraj imamo neke stvari, ki še niso opravljene. In v našem poslu je tako, da tudi ko greš domov, nikoli ne greš čist domov. Ne? V bistvu si skozi z glavo prisoten in naše delo ni nikoli zaključeno. Se to je včasih malo problema. Ne? Včasih malo zavidam ljudem, ki so zaklenili svojo pisarno, ubijali ženo in otroke in šli v avtodom in se odpeljali in to je to. In tudi pustil model doma in računalnik in telefon in vse. Zdaj smo klere, takole, ne. Tole imam je zaključen, zdaj pa pičimo. Pri nas je to nemogoče doma. Saj pri meni, ne, no. Tudi v novinarstvu. Je najbrž isto. Nažalost, pri večini, ja. Nažalost. Jaz si dovolim to, da se najavljam na telefon, kadar se tako, ampak v glavi pa razmišljam o tem. Ne moram zakleniti pisarne, ker nimam. Ja. Pri zasebnosti sva, dokje spustiš medije, nekaj si zdaj samo omenil tudi to, da v bistvu nikoli ni konca, ampak kaj pa kar se medijev tiče? Kaj ti poveš, česa ne, kje rečeš medijem, ok, od tukaj dalje je samo moje življenje, tle vas ne spustim zraven. Kje je ta črta, kjer to mi reče, don't cross that line?
V bistvu ta črta je tako, ne, ker smo že toliko časa v tem, ne, to v bistvu večina mojega življenja se ukvarjam s tem, ne, tako da ta črta je postavljena tako, da sebe spustim blizu, kolikor je lahko le potrebno. Nimam jaz nobenega, ali da bi me spravili na roden položaj, ali karkoli. Črta je ponavadi to, da svojih bližnjih ne ogrožaš, da je njim neprijetno. Ne želim si, da je mojim bližnjim zaradi tega, s čimer se ukvarjam, da mi je neprijetno, ne, in da jih na vsak način skušam predstaviti javnosti ali pa njihovo to, ali pa naš odnos, ne, če to njim ne paše. Ne. Kar se pa meni tiče, sem pa izpostavljen že toliko časa, da nimam za neke prav črte, dobro, ne rabim, si ne bi želel, da bi bil jaz del resničnostnega življenja, da bi kamere skozi okrog mene letali, ker bi, najbrž nisem tak tip človeka, ne rabim pozornosti, pravzaprav tudi to, da sem jaz frontman skupine, ni bila moja želja, ampak je bil to splet naključnih okoliščin, ne. Jaz sem veliko raje tako malo umaknjen, nimam nobene potrebe se izpostavljati. Veliko ljudi opažam, da jo imajo, ne, in se mi zdi, da kar malo trpijo s tem. Da je kar naporno to. Ne. Kako to misliš, splet okoliščin? Je bilo naključje? Ja, nismo mogli, jaz bi raje bil recimo samo kitarist ali pa ustvarjalec muzike, ne, ampak nismo našli nobenega, ki bi nas prepričal v tistem trenutku, da bi pel. Moj brat zelo dobro poje, ampak smo rabili bobnare, tako da smo rekli, da naj on kar bobna, ne, ker je bil najmlajši, takrat ni imel mogoče toliko pravice pač do svojega mnenja. Vaje so nam pa, užitek nam je bilo muziko delati, pa noben nas ni preseneten na vokal, tako da nekaj časa sem rekel, da bom jaz malo brundal zraven pa pel, no. In še zdaj traja to. In od tega, kako se torej zgradi band in brand, ne? Od tega, da ste se pogovarjali, kdo sploh bo pel, pa da ste se dobivali pa igrali za gušt, do tega, da ratate zvezde. Tle je veliko stopnic. Kako se izgradi band? Ja. Radiji so vam bili tudi zelo naklonjeni, ne? Ja. Ampak kaj je bilo treba narediti, katere stopnice so bile? Najbrž smo imeli, prvo je to, da smo mi to vzeli kot hobi, a ne, se pravi, vsi smo bili študentje in študentje, študirali svoje, smo imeli malo drugačen zamisli, kako ne bi naše življenje potekalo. Muziko sem imel rad od malega in mi je bilo tudi nekaj res čudovitega, tako da sem lahko bil tudi, ko sem dobil prvo kitaro, doma za novo leto, kjer so vsi žurali, mene je bila ta kitara zadosti. Se pravi, hobi in ta užitek, ki ga muzika da, nekako sprošča in izvablja ven čustva. Pol so prelomne te stvari, da v tej muziki toliko uživaš, da želiš imeti nek posnetek. In ko imaš en posnetek, se ta muzika začne širiti, ne. In ker smo mi delali tako muziko, ki smo jo pogrešali, da bi obstajala takrat, ne, saj na Slovenskem, smo naredili tako in nekako zafilali neko luknjo, ki je ni bilo. Glasbene zvrsti v Sloveniji so bile takrat malo drugačne. Zato smo na hitro dobili pozornost tolikih ljudi, ampak ne vede, ne. Si ne bi predstavljali mi, da bo ljudi zanimalo, kakšno muziko mi ustvarjamo, ker so imeli drugo, ki se mi zdi bolj primerno za slovensko ljudstvo. In pol, ko želiš, ko imaš muziko, ti nekdo predlaga, zdaj mogoče še za na televizijo je primerno, da se naredi nek videospot in potem gre to kot domine, oziroma se samo širi, kot virus, bom rekel, tak prijeten virus, se sam širi in nekaj dne se zavedaš, ko še nisi niti dosti dobro domel, da je želja ljudi taka, da bojo napolnili 30 000, mislim, stadion, ki sprejme 30 000 ljudi, ne. Dosti hitro se je zdelo tako nam in tudi nam. Čeprav smo imeli skozi svoje, ampak še zmeraj je bil to naš hobi. In pol kar naenkrat vidiš, da ta hobi preraste v nekaj, od česar tudi drugi ljudje živijo, ne, ker glasbena industrija je sestavljena iz vseh, od časopisov, radijev, do založnikov, do snemal studijev, a ne, tistih, ki, mislim, ogromno ljudi je, no, in potem začneš čutiti neko odgovornost, že sam, ko greš korak nazaj, vidiš, kdo vse je vpleten v to. Potem se ti zdi fascinantno in ker imaš to eno in edino življenje, sprejmeš to igro, a ne, ker se rečeš, to je zdaj neka igra, ne, mi smo študirali popolnoma druge stvari kot pa to, a ne. In ljudje študirajo, da bi delali to, kar mi delamo, pa ne delajo tega, ne. Imaš glasbenike, ki nikoli ne bojo, pa so lahko 100-krat boljši,
posamezno. Mi smo pa kot band naredili nekaj, kar je pravzaprav se ne znamo napisati te kemijske enačbe, ne, zakaj se je to tako spojilo skupaj. In zdaj pa že užitek draž, ker živimo od tega, ne, in ne živimo slabo od tega, seveda, kar je, sem upam, da bo tako po 30 letih ukvarjanja. Je to pa zdaj naše življenje, naše družine so vpete v to in vsi so nekako ponosni na to. In se imamo fino, v bistvu, bi rekel, manj stresno kot ljudje v današnjih časih, ki imajo, kot bi bilo, če bi najbrž jaz imel neko službo, ki sem si jo zamislil, ko sem še študiral, pa 15. Ja. Ali kaj v življenju obžaluješ? Zdaj, kot glasbenik ali pa drugače v svojem življenju. Mi smo zdaj stari, kot smo ugotovila, 46 let. To so pač ta leta za obračune, za polagati račune. Na en način smo v bistvu v svojih glavah pa še zmeraj stari to, kot so stari zdaj v bistvu naši otroci že. To, hočem reči, mi še zmeraj smo mentalno zelo mladi in se nam zdi, da je še celo življenje pred nami. V resnici pa lahko že kar nekaj stvari pogledamo za nazaj. A če tako pogledaš nazaj na svoje življenje, a ti je za karkoli žal? Ja, zdaj se me spomnila v bistvu za eno stvar, no. Ne bom rekel, da ne bi ničesar spremenil, marsikaj bi spremenil, zdaj ne vem v detajlih, kaj točno, ampak kakšnih stvari nisem naredil najbolj pravilno, najbrž ne, pa bi mogoče bilo mi lažje, če bi. Ampak je ta pot bila taka. Ena stvar pa je, ker sem si jo vedno želel, pa zdaj pa absolutno prepozen, ne. Ko sem bil mlajši, oziroma majhen še, ne, sem bil športni navdušen, še zdaj sem, ampak zdaj sem tak pasiven, gledam, ne. Takrat sem pa kar nekaj športov treniral in bila moja največja želja, da bi postal olimpijski prvak. Ne. Opa. In ta občutek, kako biti olimpijski prvak, je nekaj, česar tudi milijarderji ne morejo kupiti. Ne. Ta občutek bi si želel doživeti in tega mi je žal, da ne bom. Ne. Doživel sem pa doživel veliko več, mislim, ogromno enih stvari zdaj z muziko. Ne. Se pa zavedam tudi tega, da če bi bil olimpijski prvak najprej, bi lahko še zmeraj se z muziko ukvarjal. Ne moraš pa se z muziko ukvarjati 30 let, pa pol več olimpijski prvak. Razen, če nisi Rajmond Debevc, ne, ki pri svojih letih še zmeraj to naredi. Ampak jaz sem imel bolj v mislih kot neko atletiko ali pa ne. Skoke. Bolj celo atletiko. Sem šel staviti s svojim kolegom, da bom, ne vem, kjerga leta že mogoče, da do leta 2000, no. Ja. Se pravi, sem bil še zelo mlad, ker sem šel to staviti, da bom na olimpijadi. Ne, da bom prvak, ampak da bom na olimpijadi, se to ni zgodilo. No, ampak 2000 so bili že precej znani. Brala sem včeraj nek vaš intervju iz leta 2000. Ja. Ja, recimo o začetkih in tako naprej. Mogoče še k temu prideva. A si kdaj ta slavo pa uspeh doživljal tudi kot breme? So bila kdaj neka stresna obdobja na ta način, da so bile tudi stiske? Zdaj vemo, da glasbeniki pogosto to doživljajo. To je neka tabu tema, ampak to, da so tudi anksioznosti, da so depresije, da ta tako slava, kot tudi sam uspeh prinese neko skrb, ne? To je lahko zelo naporno. Ali si ti kaj od tega kdaj doživljal? Ja, jaz moram reči, da imam kar srečo, ker nisem. Si ne bi želel tega, ne, ampak zato, ker sem omenil tudi prej, ne, jaz nisem nikoli rabil, da sem izpostavljen in nimam nobenega problema, je sam po kruh in to po enotedensko nabavko v trgovino grem, v bistvu celo uživam, meri me nobeden ne nadleguje, ne. Mogoče sem pa tja kakšne lepe besede ali pa zdaj so telefoni, kakšna fotka, ampak nič tacga, kar bi mene spravljalo v stres. Imam lahko popoln mir, ne, ker tudi ko sem ven iz tega, ne, se ne vidim sebe kot da me ljudje opazujejo, ne vidim tega in mogoče dajem tako energijo, da dejansko tega ne delajo, ne. In če gremo nekam malo dlje ali ne vem, na smučanje ali na morje, ko pridem nazaj, pa me nekdo pol ali prepoznava, kaj se spomnim, se je res, jaz sem v bendu, ki ga ljudje poznajo, ne, ker tam recimo, da en mesec nisi izpostavljen nobenim ljudem, ki te prepoznajo, pa res pozabiš, ne. Marsikoga bi to motil, ker bi izgubil pozornost, mene pa to fajn. In nisem nikoli nobenih stisk, nobene zagate, nobenih neprijetnih takih
Kar je res v redu. Se pravi, tisto, kar sem si želel, da pobajiram z obeh strani, sam to dobro. Ne. You are a lucky guy. Ja, kar se tega tiče pa S kom kot band najraje sodelujete, ali pa s kom ti najraje sodeluješ, pa da niso v bendu? Tlele iz leta, v peskovniku Siddharto iz Mladine, Jure Aleksić je pisal takrat, leto 2000. A vidiš fotko? Vidim, ja. Takrat ste rekli, recimo, moment, vzori, od Fate No More prek Coltrana do Queenov. to je vsak za sebe rekel. Ja. Ampak od Slovencev ste pa takrat izpostavili Magnifica Demolition Group s filtrom Bigfoot, Mama, Psychopath. Koga bi zdaj izpostavil ti? Kot kaj, da bi sodeloval z njimi? A s kom rad sodeluješ ali pa tudi koga tako oceniš, no? Zdaj smo itak v taki poziciji, ko sodelovanja jih je kar veliko, tako da smo že s kar velikimi od takrat, ko je bil ta intervju narejen, sodelovali. Takrat doma z nobenim. Mogoče ta prvi, ki nas je malo luč posvetil, nas je bil Vlado Kreslin, ker je bil del našega prvega albuma in potem tudi mi del njegovega kasnejšega. Zdaj se družimo veliko s to mlado gardo, ne, se pravi, in z Joe Coranto in z Murphy in ti bendi, ki ustvarjajo nek nov hype v slovenski glasbeni sceni, ne, in oni so veliko stvari od nas se učili in mi veliko stvari za njih spremljamo, kako to počnejo in uživamo v tem. Ne vem, se mi lahko še kaj učimo, ker oni bodo imeli čez drugo pot, mi smo lahko samo support njim, podpora, in to so ta sodelovanja, ki so zdaj najbrž spet neka nova medgeneracijska, ker najbrž hodimo med podobnimi ljudmi, in tudi ko se družimo, kar se v zadnjem času večkrat, imamo vse to toplino, ker zelo podobno življenje živimo in potem je ta družba naša je zelo prijetna. A naslednji teden greš na jogger out? Ja, seveda. Peljem tudi otroke svoje. Nekaj, s čimer so se veliko ukvarjali kritiki, v bistvu je bilo tako, da najprej so vas, takole imam v spominu, pa tudi, ko sem zdaj pregledovala arhiv, sem videla, da je bilo res tako. Ne? Na začetku so vsi sprejeti z odprtimi rokami in ste bili tako zlati dečki slovenske glasbene scene. Potem je pa prišlo neko obdobje kritike, ostre kritike, pa tudi zelo takih neprijetnih izrazov in tako. A je takrat bilo za vas recimo težko to sprejeti, da niste samo hvaljeni, ampak tudi kritizirani? Ne, meni ne. Ni lepo slišati to, ampak mene to ne prizadene do te mere, da bi se res zamislil in potem temu ali zapostavil ali pa spremenil nekaj, da bi ugajal. To se mi zdi v bistvu lahko kar ena izmed večjih napak, ki jih lahko narediš, ker potem daš moč kritiku, ki pa pravzaprav nima kaj dost, ne bi imel kaj dost besede, sploh če spremljaš kakšne kritike, kako sami sebi v bistvu pluvajo skleda, oziroma ne vem, če je to ta pravi izraz. Recimo bom povedal eno zelo kratek primer, ki so šli Pearl Jam, prva plošča, to je band, ki sem ga poslušal v 90-ih, s komadi Alive in Jeremy, naslov je bilo Ten. Nobeni poznajo, so te kritiki rekli, to je novo odkritje in vse to. In potem so, mogoče rabili 2 leti, ampak so toliko veliki postali, da so z isto ploščo prodali, 10 milijonov tega albuma, in so kritiki začeli govoriti, da so se zdaj svojo glasbo v bistvu prodali. In da so začeli, da ta glasba ni več ista. Popolnoma ista muzika, ki jih je prej navdušila, je zdaj, ker jih preveč ljudi posluša in oni niso več nič posebnega, se pravi kritiki in poslušalci. Takrat sem se zavedal, da v bistvu te kritiki iščejo tudi mehen, rabijo pozornost sami na sebi in velikokrat niso konstruktivni. Ampak dopuščaš pa kdaj, da so tudi kakšne kritike konstruktivne? Ste kdaj vzeli kaj iz kritike? Seveda, ampak skušaš v bistvu pretehtati, kaj je konstruktivno, kaj pa zgolj žlehtnoba, ker velikokrat kritiki malo žleht hoče malo podkuriti ogenj, pa narediti nekaj, da vidijo, ali so oni vplivni. To so ponavadi tak kritiki, so tisti, ki v glasbi
ponovadi uspeli, ne, pol se nekako razpucavajo, tako kot starši, ki svoje otroke dajo, ker niso doživeli v športu, kaj, ne. Kakšni imajo pa zelo na mestu, seveda, ne, ampak mene rajš celo berem kritike, ki so na mestu, ki so mogoče slabe kot tiste, ki so samo hvalnice, ne, zase se itak sami sebi zdimo super, ne, zato pa to dajemo ven, ko se nam zdi nekaj super, damo ven, ne, če se nam ne bi zdel, bi rekli, ker to se skozi ostane, ne moramo mi vzeti nazaj, ne, čim daš ti ven, je to ostane v svetu, ne. Tako da iz marsikatere kritike smo se veliko naučili, pa vzeli tako, da bi mogoče kaj v tej smeri naredili, ne. Pa jaz zelo hitro opazim, imam ta kdaj je ta to, ko sem rekel, žlehtnova, ali pa kdaj je kritika, ki je konstruktivna, ki je na mestu in ki ni osebna. Ne. S temi kritiki se tudi tukaj večino poznamo in če si enkrat do enega bil mogoče čist nevede zoporen, je druga kritika njegova bila povsem drugačna. Ja, ker to je bilo to so mali ljudje, za mene so to škoda, no. Ker to so vam tudi zamerili, ne, da ste na začetku bili zelo dostopni, dali intervju vsakemu, potem pa, ko ste rasli, ne, ste postali bolj nedostopni. Se je težje prišlo do vas, intervjujev niste več na isti način dajali, ne, niste se hoteli vsem pogovarjati. Ja, ko smo začeli, sta dva hotela intervju od nas v 3 mesecih. Ja. Potem je hotel 20 metrov v enem dnevu. Ne moramo. Ne, da smo zavračali intervjuje, sploh ne. Nam je to bilo v redu, če se nekdo zanima. Ampak fizično ni možno, da je toliko intervjujev, ne. Ali pa da bi samo to delali. Mi smo glasbeniki, mi nismo samo za intervjuje delati. Mislim, takrat bi lahko delali po 20 intervjujev na dan, pa še ne bi bilo v redu. In ko enemu rečeš ne, pol si rekel sam, ne, ni v redu. Ko si prej Pearl Jam omenil, ne, takrat leta 2000 je bila tudi ta debata o tem, a ste vi zdaj komerciala ali ste alternativa, ne, pa kateri žanr je, pa kaj ste, pa kako izgledate. Mislim, dobesedno ste v tistih letih, mislim, da leta 2003, ne, pred tem koncertom, dobivali vprašanje, ti si dobival vprašanja, a si, to je dobesedno, to se ne zmišljujem na tiskovnih konferencah, ali si mažeš tudi nohte na nogah, ne. To, mislim, hočem reči, na vse živo je bilo treba odgovoriti, ampak recimo leta 2000 so vam resnejši kritiki, tukaj piše Jure Aleksič, ne, resnejši kritiki vas obtožujejo predvsem, da ste komercialkoti in vi ste rekli takrat po svojih, razumemo, ampak ja, ko je prišla naša plošča ven, je bila totalna alternativa, ko se je pa prodala več kot 10,000 izvodih, je pa postala kar naenkrat zelo komercialna. Ja, to sem prej skušal omeniti s Pearl Jam, se pa tudi nas izpostavljamo, ampak se je nam zgodilo zelo podobno. Ja. Ne razumem, kako lahko to nastane. Mislim, to je v bistvu paradoks, ne. Ista muzika, mi smo ustvarjali to, mislim, ne more biti ista muzika hkrati alternativna, ko se to proda pa komercialna, ker mi nismo naredili nič razlike gor, nismo spremenili nobenega tona, nobenega zvoka, nič, to taka je. Komercialni uspeh je doživela, ni pa glasba zaradi tega komercialna. Komercialna muzika pomeni zvrst za mene, ne, komercialna štanca, nekaj je komercialna, da ima svoj namen, ali se vrti iz razloga, da se nekaj služi in nima namena nekih čustvenih presežkov, a ne. Kako pa bi jo po predalčkov zdaj? Ja, mi izhajamo iz tega alternativnega roka, ampak smo različni in jemali smo predvsem, vsaj jaz bi rekel, iz mainstreamovskih uspešnih bendov, ki so bili res veliki in so nas navduševali. To so ponavadi stadionski bendi od Guns N' Roses do Queenov, Metallica, ne, in pol bolj mogoče alternativnih, kot so Fate No More in Pearl Jam. Iz tega smo mi nastajali, ker smo poslušali in po svoje ustvarjali muziko, ki jo pa pri nas nobeden band ni igral, ne. Ni obstajala, oprosti. Ja. Ta muzika v slovenskem jeziku ni obstajala. Zdaj pa se, če nekdo vpraša recimo v tujini, pošli mi nekaj, kar je slovenska muzika, vas veliko ljudi v bistvu pošle med drugim tudi vas, ne, pač Lajbah je vas pa še kaj, ne. Ja. Ja. Politično se nikoli ne opredeljujete, okej, logično, ampak a se vam zdi kdaj smiselno kot bendu ali pa kot posameznik, recimo ti, da bi kot nekdo, ki ima vpliv, ki je vzornik mnogim, tudi mladim, da bi o čem, razen o glasbi, še kaj rekel javno? Najbrž ja. Tudi v politiki kdaj bo že prišlo do tega, ne, čeprav je to malo, kako bi rekel temu, ima Sizifovo delo, se mi zdi, Ja.
pri nas niti ni prave opredelitve, skozi se menjajo te ljudje in čim bi se mi preveč izpostavili, bi samo še prilili olje na ogenj. Imam občutek, da s tem ne bi čisto nič rešili. Se pravi, da bi se mi polarizirali. Ne, mislim, da tudi v bendu sploh nismo vsi na istih straneh, ampak funkcioniramo v tem, kar počnemo skupaj in se mi zdi nepomembno. Ne. Ampak da bi pa recimo ti javnost? Ne vem, ko bi me ena stvar toliko podžgala, da bi res rekel, dajmo malo miriti žogico. Nismo delač od tega sicer, ne, ampak včasih ne razumem, kako Slovenci zdržimo skupaj, ker smo si toliko na dveh različnih polih. To me moti. Čeprav je jasno vsem, da ko grejo v menzo tam v skupščini, se pa vsi v istih stvarih pogovarjajo, so prijatelji, ne brž med sabo. Ne vsi, ampak mi je tudi zmedo delajo med ljudmi in tako nekaj. Se mi zdi z ne dovolj modrosti. Z ne dovolj modrosti manipulirajo z ljudmi, ki so v bistvu zelo dobrosrčni in jih jezijo po nepotrebnem in postajajo manj dobrosrčni in to ni v redu. Več modrosti pričakujem od ljudi, ki nas na nek način vodijo, čeprav smo se mi odločili za njih, ampak da se vodi ljudi, ki niso pri koritu, ne rabiš razmišljati na način, bom rekel, nas malih ljudi ne rabiš na njihov način. Modrost je treba nam dajati, ne z istim tem, kar mi že vemo, ali pa nas prepirati, kot ne, razdeli in vladaj. To se mi zdi že malo. Da je šlo prek meje. Ja, se mi tudi zdi način, ki ni več ta prav za to, da je ljudstvo zadovoljno. A veš to, ko sem te spraševala zdaj, a bi na kakšno stvar kdaj opozoril ali pa bi se o čem kdaj izrekel, ker namreč pred 20 leti, ko smo novinarji kar veliko objavljali o izbrisanih, pa kaj je naša država recimo naredila izbrisanem, to je bila pač neka zgodovinska krivica, ki jo je ta država naredila, ste za Mladino takole odgovarjali. Vprašal vas je Aleksić, kakšno je vaše mnenje o referendumu o izbrisanih. Tomaž, tega sploh ne poznamo, to mi ne poznam problema in ne vemo, kaj so izbrisani. In potem so vam pojasnili in si ti recimo dodal, zaradi vpliva, ki ga imamo na naše fene, verjetno ne bi bilo prav, če bi se kot člani Siddharte opredeljevali do tega problema, še posebej, če ga najbolje ne poznamo. Zdaj, v tem intervjuju so bile še pa druge stvari, pri katerih sem včeraj, ko sem se pripravljala, kar zavijala z očmi, moram reči. Ampak recimo, a je to neko stališče, ki zdaj, če pogledaš nazaj, bi drugače odgovoril? Ne bi, ker res nisem poznal problema. Ker v tistem trenutku se mi zdi, da bi bil ta problem manj vreden kot vse ostale stvari, ki so bile ogromne zgodbe o uspehu različnih Slovencev ali pa dela naroda ali pa celotnega naroda. So bile bolj pomembne meni kot pa zdaj neke te zamere za nazaj, ki jih jaz ne poznam. Absolutno so nekaterim ljudem to pomembne stvari. Ne želim pa, da te problemi zalijejo čist vsakega slehernega Slovenca. Tukaj ne želim, da potem se s tem ukvarjamo na referendumu in ne želim, da se na referendumu pogovarjamo o drugem tiru, sploh zato, ker se ne tiče nobenega v Lendavi, bom rekel, ali pa v Kranjski Gori, ker ne vemo, zakaj gre, naj se odločijo ljudje, ki so za to profesionalci in so podkvarjeni in so izvoljeni za to. In če bom jaz nekaj rekel, a pa me bo kdo naščuval, ja, potrebno bi bilo to pa to reči in bi zaradi tega masa ljudi naredila to, a bi jaz bil miren, če še jaz ne vem čistočno, jaz ne vem rešitev na vse probleme, absolutno ne. Razumem, ja. No in takrat so v bistvu vse institucije in ustavni pravniki povedali, da pač je šlo za krivico. Kako bi, prej sem vprašala na to alternativo pa nealternativo, komercialo, kar se vam je učitelo. A ste si vi tukaj zadali neko špuro, kdaj greste čez, kdaj ne greste, po kateri špuri morate iti, da boste tam, kjer v bistvu vam še ustreza? Politično? Ne, kar se tiče glasbe. Da ne boste šli prek nečesa, tudi če je bilo to bolj komercialno uspešno v tem smislu. Ne. Imamo tudi stvari, ki so zelo pocukrene in komercialne, lahko, ampak jih nismo izpostavili toliko. Ampak mi ustvarjamo muziko, ki je tudi mogoče ljudem ven iz naših okvirov. Zato tudi težko opredelim, kakšna je zvrst. Jaz seveda baza je rock and roll, mislim rock muzika zaradi tega, ker je zasedba taka, ker je kitarska glasba. Pa hkrati in
klaviature in vse eksperimente, ki jih počnemo, da bi s to muziko, se mi zdi, da smo fajn si nastavili vse to, kar si lahko sposojamo stvari iz različnih žanrov in ustvarjamo nove žanre. Pa, ne, ni je muzike, ki bi jo mi delali, pa ne bi za njo stali. Se pravi, če bomo imeli potrebo po nekem takem, v tistem trenutku smo dajali na ploščo popolnoma pop, in čisti metal na isti plošči, nima veze, ker so tematike druge, stil, mislim, način doživljanja življenja v nekem trenutku je bil drugačen kot temačen metalski, ampak še zmeraj v istem obdobju, ne. Tako da imamo odprte, v bistvu čist vse imamo odprto in se lahko poslužujemo česarkoli, kar je super, ne, da ne more nam noben očitati, ne, mislim, lahko nam, ampak si ne bomo gnali k srcu, da smo zašli zdaj neki to. Ne moramo zaideti, ker nas vsaka pot zanima, ne, ampak vemo pa, kaj nas najbolj žene, ne, oziroma kaj imamo najrajši. Česa si, Tomi, ob 20-letnici tega koncerta za Bežigradom najbolj želiš? Predvsem, da ohranimo to mirnost, ne, pa da imamo tole, da bomo ta komuna, ker skozi glasbe je toliko super, ne, da lahko do konca življenja to delamo. Pa želim si zdaj, ko prihaja nova garda, da bi oni kdaj igrali na tem stadionu, ne. To bi bilo res lepo videti na Bežigrajskem. In pol, da vidimo še kakšne druge glasbenike na tem stadionu. Želja je veliko tudi takih osebnih, seveda, ne. Želiš sem bližnjim, da jim je čim boljš, pa da jih ne bom kdaj spravil v kakšno nerodno situacijo, ne, da bo, mislim, se že dovolj dobro poznal, da se upam, da se to ne bo zgodilo. Kaj pa bi recimo sporočil mladim ali pa fanom za zaključek? Ja, najbrž dajmo se čim več družiti, ampak to ne na socialnih omrežjih, ampak kar v živo. Včasih dobim občutek, da veliko ljudi hodi ven samo zato, da dobi material za social objavljanje. Za socialne, ne, sploh gre na nek koncert, tiste 2 uri malo, pa sploh ne ve, kaj je, ne, sam čim boljše kote, tele. Takrat se šele njim začne življenje, ko prijo domov, ko se to ureja, ne. Ne probajo kdaj iti na koncert, pa kamorkoli tako, malo brez telefona. Ne. In sem prepričan, da jih bo veliko bolj zadel, ne. Včasih tako, kot smo imeli svoj čas tele azijske turiste, ne, ki so šele doma videli, kje so bili, ki so fotografije pogledali, ker vsakega, ki si videl, je samo slikali so in snemali. In sploh niso vedeli, kje so, pa če greš pa brez, to je pa pol doživetje, ne. Ker več ali manj so ljudje že vse poslikali pa posneli, res niso te posnetki zanimivi. Oziroma naj se vprašajo sami, ko gledajo posnetke drugih, pa jih navdušijo. Bolj ne, ne, kakor pa največje navdušenje je poslati nekaj svojega, ampak zato moraš iti pa na koncert in ne gledati koncerta. Ok. Hvala lepa, Tomi Meglič, da si bil moj gost. Hvala, Suzana. Hvala. Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem. To je bil drugi N1 podcast v tem tednu. Oglejte si, prosim, tudi Ervina Hladnika Milharčiča, ki je izjemno dobro razlagal incidente na Balkanu, Kosovo, Srbijo, Bosno in Hercegovino, krizo v Ukrajini, vojno v Ukrajini, pardon, in o tem, kako priti do mednarodnega miru. Hvala še enkrat, Tomi. Hvala.